Ana, mi da moramo te akcijske poze še malo zvaditi. Se sem naredila kostum. Ja, Ana, cosplay je kostum in igra. Ok, ti si princesa Mononoke. Tako da zdaj za začetek moraš znati pravilno stati. Jezna si to in zdaj greš v pozo levinje. Volkulje, divji, gozdni otrok si. To, samo jeza, napadalnost, to. Zdaj bomo probala pa nekaj interaktivnega. Ugrizni me. Au! Zakaj si me ugriznala? Če si mi rekel. Igra, Ana. Cosplay. Zdaj pa šestkrat eno pozo naredil, zato ker moram malo ti vrniti tole. Čeprav princesa se ne tepe. Ja, sem prav v bistvu. Pozdravljeni! Sva Rok in Ana. Na YouTubeu najdete pod kanalom Narokana in gledate oddajo Čisto zares. V oddaji z Rokom spremljamo mlade, ki si zadajo izziv, tako da šivamo, kuhamo, plešemo. Danes pa se oblačimo. Te je že mogoče od nekdaj zanimalo, kako za en dan postati nekdo drug? Ali pa bi rad izdelal svojo masko, svoj kostum, si naredil make-up. Si mogoče vedno želel postati nek svoj najljubši lik iz knjige, filma, videoigre? In se mogoče s kostumom udeležiti tudi tekmovanja. Potem dobrodošel v kulturo japonskega cosplaya. Tam je ta zgornja stvarca in pol je še ta spodnja stvarca. Lahko zgoraj slikaš. I like her answer more. Ne, I'm retarded. In ti ne rabiš so gledala. Vse je perfektno, tako pedi. Jaz sem Eugenija, sem cosplayerka, stara sem 19 let. Jaz sem njena sestra, Valera, stara sem tudi 19 let, smo dvojčice. Sem tudi cosplayerka. Ko rečete, da sta cosplayerki, kaj s tem mislite? Cosplay je, ko se oblečeš v lik iz risanke, ponavadi je to anime, anime pa je japonska animacija. In se moraš uživeti v vlogo tistega lika, to je nekako glavna ideja, da ne zgledaš samo kot ta lik, ampak ga predstavljaš. Ja, in to ponavadi se z cosplayem ukvarjaš, ko greš na sejme, torej na konvencije animeja. Zakaj pa sta cosplayerki? Zame je to nekaj kreativnega, rada ustvarjam, prej sem se zelo ukvarjala z risanjem, tudi anime, ampak izdelava kostuma mi je zelo všeč in vedno imam nove ideje, cel čas hočem nekaj novega delati in ko dokončam cosplay in ga naredim in ga celotnega oblečem, jaz sem tako vesela. Jaz pa cosplayam večinoma zato, ker mi je všeč se uživati v like in ker sem tako malo bolj zaprta v normalnem življenju, sem bolj socialna, bolj se zabavam, ko sem kdo drug za malce časa. Zdaj smo tudi videli, da je nek fotoshooting tudi del cosplaya. Kdo vaju to slika? Torej, to je naša prijateljica, Maja, je tudi cosplayerka, boljša od nas, lahko rečemo. Zelo dobro zna slikati, zato nam tudi pomaga z tem, ko delamo te kostume, ker nočemo samo delati jih za konvencije, ker jih je še kar malo. Tudi delamo na Instagram, pa dajemo slike gor, pa ja, tako. Ena taka konvencija pa tudi zdaj vaju čaka, tudi v smislu izziva za to oddajo. V bistvu izziv je zdaj narediti cosplay za to konvencijo in tudi nekako tekmovati. In jaz hočem iti na to tekmovanje in videti, kako mi uspe.
Torej bosta obe tekmovali. Ne, jaz ne bom tekmovala. V cosplayu pač ni pomembno, da tekmuješ. Veliko ljudi se samo obleče samo tako, da pokaže, da jim je všeč ta serija, anime ali karkoli že. Nekateri pa tekmujejo kot moja sestra, jaz pa Maja pa ne bomo tekmovali, bomo pa v kostumih tako. Še me zanima, koga vse bomo danes poznala. Če boste menjavali kostume vmes. A bi se preoblekla? Jaz bi se preoblekla takoj, pa lasulje vse bi imela. Kdo bi vam bila? Ne vem, ne poznam. Bom danes spoznala. Katero bi naredila? To bi bilo cute, ne? Ja, jaz bom imela kratke hlače. Če ne, ful bi bilo cool, če narediš tisti prop, ki on ima na eni roki led in na drugi pač ogenj. In to je tista nova serija. Ja. Sem mislila še narediti tisto iz druge sezone Viola obleko. Saj si jo že začela. Zdaj bomo Ani pokazali, kako izgleda manga. Ameriško, japonsko, torej ta se bere tako, japonsko se ponavadi pa tako začne s te strani. Ja, z druge strani bereš. Tudi začneš, če so, naprimer, strani. Tukaj začneš brati, pa greš tako. Kaj pa v slovenščini? V slovenščini pa je magnet. Ni čisto isto kot mange, ker v njej se ne nadaljujejo zgodbe, ampak so prevedene v slovenščino te mange in so ponavadi krajše pač te zgodbe. In kako pa izberete junake, na podlagi česa se odločite za en kostum, za en cosplay? Jaz se odločim za najprej vizualno, da so mi všeč, karakter mi je všeč, naprimer tudi liki, ki mi na začetku niso všeč, ampak ko pogledam cel anime, mi postanejo tako pri srcu, se odločim, da jih cosplayam. Jaz cosplayam like, ki sem jim podobna, pač tudi karaktersko, tudi zato cosplayam. Meni se zdi tudi, da malo prevlada pol cos namesto play. Ko se točno odločim za lik, ki ga ne poznam tako dobro, se poglobim v zgodbo pred tem, da ga igram nekako. A boš pol tudi za nastop malo zvadila kakšne gibe? Ja, to sem že razmišljala, sem že gledala video, že vem, kaj bom nastopala. Vem, koga bom zvlekla zraven, da mi pomaga. Zato, ja. Kako pa ti gledaš na to, kao navadi? Tukaj imam vse detajle, ki jih rabim narediti za moj kostum, za tekmovanje. To imaš ful nekih detajlov in vsega. Ja, pač vse pol se vidi, ki hočem nekako priti do najbolj podobnega in sem že naredila pač nahrbtnik. To je nahrbtnik? To je nahrbtnik. Da ga Pač ja, se tudi odpira. V bistvu ne vem, kdaj ga bom odpirala na sejmu, ampak sem naredila vse nočte. Pač da ne nosiš navadno. Pač, ja, zato sem že spravila leče, ki jih bom uporabljala. Za zdaj sem še naredila lasuljo, ki je velika. Sama. Ja, v bistvu lasulja, spodnji del je kratka lasulja, ki sem jo kupila, pol sem kupila podaljške nekako, ki sem jih naredila v ta zgornji del in ja, še lučke sem dala not. Oh my god. Tukaj imamo načrt. To je nerazumljivo. Jaz razumem, to je pomembno. Ok, bomo uporabljali rdečo verzijo, ker to blago je po moje boljše. Jaz bom zdaj dokončala tvojo obleko.
In ti lahko začneš delati kapo. In šivati si se naučila sama. V bistvu moja mama tudi šiva. Ona je nekako šivilja, nekako pa umetnica. In od nje sem se naučila šivati. V bistvu ona šiva tudi z mašino, ampak jaz to se šivam ročno. Uporabljala bom to, če bom mama jazna preveč, pa mama jazna. Ups. Kaj še rabimo? Kapo zdaj delamo, njen obrazek nima nič za narediti, potem do stvarco imamo že vse narejeno, pač njen plašč. Tvoj cosplay ima rokavice slučajno? Ne, hvala Bogu. Okay. Jaz bom cel dan v rokavicah, ne vem, kaj bom delala. Imata ukrajinske korenine, angleščino vladata zaradi anime, kaj pa japonščina? Meni je lep pač kultura in vse to, ampak zame ni namen, da se preselim tja in da bi tam živela. Zato zame poznanje jezika ni tako pomembno. Pač to je hobi, ne pa celo moje življenje, nekako tako. Anini cosplay začetki so to zdaj tu dokumentirani, ker bo Ana zdaj postala Kindred iz League of Legends. Prvo moramo njene lase skriti, zato ko ima masne lase slučajno. Šesa je skrijeta, ti njena špičasta šesa. Ti bi lahko bila vilinc. Oh, nice, tak legit je. Ti si zdaj dva lika v enem. Jaz vem, kaj je življenje in kaj življenje ni. A imate rada suši? Obožujemo. Kje ste se srečali z japonsko kulturo? Ko smo bile ful majhne, po mojem vsi, risanke japonske so se predvajali na italijanski televiziji že, kot Sailor Moon, Dragon Ball, Pokémon. Za nas so bile to zanimive risanke, ki so nam bile všeč. Torej ste gledali risanke v italijanščini? Ja, ampak pol smo nekako bolj na angleško preskočili, ja. Kako se vam pa kaj zdi, da Sloveniji nasploh gledajo ljudje na to subkulturo? V bistvu jaz sem dobivala vedno pozitivne reakcije, nekako tako. Moji vsi sošolci imajo nek interes do tega, njim je pač to zanimivo. Seveda sem imela tudi take ljudi, ki so mi rekli, ja, sploh nisem vedela, da taki ljudi kot ti obstajajo. Se pa bliža tudi tekmovanje. Kakšne so napovedi? Hočem zmagati, pač napovedi nimam, ker ne poznam pač nasprotnike, ampak upam, da bom najboljša in da bom zmagala. Midva bova navijala za tebe. Hvala. Jaz tudi. Pa imate tu v Piranu kakšno društvo, kjer lahko... V bistvu v Izoli je naše društvo in nekako načrtujemo vedno za ta sejem, pa obisk drugih dogodkov in tudi pač na Makonu bomo imeli naš oddelek z videoigrami. Je v Sloveniji cosplaying popularen v primerjavi z drugimi državami? Imate kak občutek, koliko je? No ja, občutek je težko pač tako. Ker ne vidiš ljudi, ki cosplayajo tako pač na prostem tako. Ker če se gledamo na sejme, pač lahko rečem, da je relativno enako v primerjavi z drugimi državami, pa ni glede na to, koliko je majhna Slovenija. Kaj je vajna top destinacija, kamor bi šli? Kanada. Kje si zdaj Kanado najdla? A obe Kanada je zdaj? Ne. Kanada? Jaz bi šla na Japonsko, ja. Pač zelo si želim videti to kulturo.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Z Ano sva seveda mogla zagrabiti tudi priložnost in se sama preobleči v kostume. Princesa Mononoke. Okay. In jaz sem pa Luffy iz One Piecea. Zdaj, kako nam je to uspelo, se valjda vidi, ne? Ana ima masko. Ana ima masko. Kako se počutiš, Ana, zdaj tu izpostavljeno? Ja, precej izpostavljeno, ampak tudi ful močno. Mislim, da mi to grinjalo mi avtomatsko dvigne glavo. Poglej to! Oh my god! Kaj morate kakšen zvok tudi spustiti? Ne vem, kak slika, ja, ne. Slika je jablonka. Jesi vzeli moje leče? Ne, ti si. Poglej, če so tam. Dam leče not in pogledam za tvoje, okej? Jaz bi to najraje vse svetalo pač ven. Fotografirali bojo. Ljudje se hočejo slikati. Ja, ni to kar tak. Ni to kar tak. Zdaj se počutim visoka. Si. Bom tudi jaz imela pete. Kjere? Črne. Iste kot tvoje tone samo črne. Okej. Tega imaš na prvi, a tega imam. Lahko ti pa pomagam. Ajde, Valerija, ti bo uspelo. Evgenija, leče so zabavne stvari, ampak če daš napačno stran leče, te boli oko. Če mi lahko tukaj nekaj zamočiš. Super. Pa mi prineseš v torbi. Zdaj si ti vrti. Kak je uspel kostum? Po moje odlično. Ne vidiš. Ful je krut, ja. Ti je uspelo narediti vse, kar si mislila narediti za tekmovanje? Ja, vse sem naredila. Seveda malček me zdaj trema za nastop, ampak po moje kostum je vtečno odlično, zato z tega vidika sem vesela. Jaz polovico sejma ne vidim. O ne! Tle bom jaz začela v bistvu, imam glasbo, zato jo bom zdaj dala, ko bomo vadili. Ana bo ji pomagala na njenem nastopu. Kot sem jaz prej vadila, samo seveda rabim z nekom vaditi in videti, kako bomo reagirali. Ana bo zdrav in gor na odru na tekmovanju. Ne vem, če ve že sedaj, zakaj se sploh strinja. Jaz se pa postavim, ko tebe pokličejo, pridem jaz s tabo na Oder. Ja, pač. in tam stojim. Ja, že to je pač bom povedala, da ti boš kot moj asistent in pol bomo žgali glasbo. Asistent.
In sledi Valerija Ljubčik kot urak iz Legend of Zelda. En aplavz. Hey, are you surprised? The director of this laboratory is me, Snappity Snap. Blinky, tell me, do you remember any dreams from your time in the proper restoration? You don't look like you've changed a bit in these 100 years, but something must have happened. Noted. Oh, sorry. I have a bad habit of abruptly taking notes. It's a charming quirk, isn't it? Anyways, do you have any questions for me? Torej, sem jaz isto. Kako dolgo je trajalo? V bistvu kostum je trajal 3 mesece, zato ker sem ga šivala ročno, nimam mašine, zato vse je Bi bilo smešno, če se jaz zdaj delam, da ne vem, o čem sem. Kaj se je tebi zdelo? Ful je bilo cute. Ful sem ponosna na te. Hvala. Kaj pa ti? Si ponosna na sebe? Ja, seveda. Ne znam plesati, ne znam peti, zato neki nastopati mi je bilo najlažje in najbolj zanimivo po moje. In zelo sem vesela, da mi je uspelo in da nismo vse nič pozabili. So opazili, koliko truda sem vložila v to. Zato sem ponosna na sebe, seveda. Še posebej, ker je Žita bila tako vesela. A je končan izziv? Videli po rezultatih. Drugo leto se je pa tak ti pridružiš na odru, ne? Ne. Ampak če imaš en nasvet za kogarkoli, ki se loteva kakršnega koli projekta, izziva v življenju, kaj bi bil tvoj nasvet? Ne. Imej sestro, ki naredi vse zate. Dobra! Mama Ata? Jaz bi svetovala, da najdi si tak izziv, ki ti je všeč. Ne se izzivati na stvareh, ki nočeš imeti najboljše dosežke, ampak stvari, ki so ti res všeč in hočeš imeti v tem nekaj in v to se usmeri in nekako nadaljuj s tem, ker edini uspeh, ki bo prišel, je tisti, ki ga hočeš. Čeprav me srbi glava, sem zelo vesel, da sem končno upodobil najljubši lik iz mojega otroštva, Lufija, ki me je vzgojil. Mene so volkovi, danes sem se obnašala, bil je fantastičen dan, vsi so bili zelo kreativni, ljudje so prihajali do naju, želeli so se fotografirati z mano. Skoraj tako, da bi bila neka znala vlogerja, ne? Spremljajte na YouTube kanal Narokana. Že zares. Valerija Ljubčik!